Podnebne spremembe se odražajo v dvigu temperature zraka, tal in voda, kar sicer ugodno vpliva na rast žit v nekaterih regijah, a je vpliv na proizvodnjo hrane v drugih regijah slab, celo poguben je. Suše, poplave in tropski cikloni. To so namreč ekstremni vremenski pojavi, ki se zaradi podnebnih sprememb vedno pogosteje ponavljajo in to celo tam, kjer jih prej ni bilo. Ker so spremembe silovite in nenadne, se jim ljudje ne morejo prilagoditi. Take vremenske razmere uničijo pridelke in zmanjšajo rodovitnost tal, zaradi česar je ustvarjen začaran krog revščine in lakote. Na zemljevidu so z roza barvo označena območja, na katerih je več kot četrtina prebivalcev podhranjenih. Na lakoto pa ne vpliva le podnebje, ampak imajo nanjo zelo velik in pomemben vpliv trgovci, ki izkoriščajo padanje in dviganje cen žit, zato da hitro zaslužijo veliko denarja. Hrana je zaradi njih dražja in revni si jo še težje privoščijo. V nasprotju z mišljenjem večine namreč na svetu pridelamo dovolj hrane za vse ljudi, kar tretjina pa je propade ali jo celo zavržemo. Torej, podnebne spremembe vplivajo na količino pridelane hrane na različnih koncih sveta, a kljub spremembam za zdaj pridelamo dovolj hrane za vse ljudi, vendar je tudi zaradi interesov tistih, ki s hrano služijo, veliko ljudi lačnih.